Pozdravljeni na Facebook profilu Novice Svet 24, danes na čisto prvem svetovnem intervjuju in se veste, kaj pravijo, prvega ne pozabiš nikoli, tudi zato, ker je lahko tako usoden. In zato je že prav, da gostimo tudi najbolj usodnega. Z nami je fatalni moški 2021 Aljoša Bagola. Aljoša, pozdravljen in hvala, ker si vzel čas v svojem fatalno natrpanem urniku tudi za nas. Hvala lepa, hvala za povabilo. Greva kar k najbolj aktualni temi in sicer fatalni moški, bil si zglasovan. Si bil presenečen nad samo zmago? Ja, mislim, da se je na odru videlo, da sem bil presenečen. Pa ne, da bi to jemal z rezervo, ampak nekako ni bilo znotraj področja mojega udobja in zato pač je bila razglasitev toliko večje presenečenje. Ampak seveda, ker je šlo za glasove bralk in bralcev, se mi zdi, da je treba potem to stvar vzeti vseeno malo resno. Pa se počutiš kot zmagovalec v resnici zdaj? Z svojo zmagovalno miselnostjo se ukvarjam že dolgo, predtem z veliko mladostniške energije in samozavesti ni bilo težav. Po izkušnji z izgorelostjo pa seveda moraš nekatere stvari preformatirati, kalibrirati na novo in v bistvu se moramo naučiti vsak dan biti zmagovalci, ne? In slaviti te majhne zmage, te postanke v boksih pri siceršnjem drvenju in hitenju in tako se mi zdi, da ja, sem kar v redu s tem. Za tiste, ki ne vejo mogoče, kaj je zate fatalnost, kako ti sebe vidiš kot fatalca? V bistvu sem s to besedo ne ravno skregan ali pa v laseh, ampak jo razumem kot neko področje zelo osebnega, zelo subjektivnega, ne. V bistvu tudi, ko nekako najdemo pravo osebo v življenju, nočem, da je ta usodna, ne, ker usodna vedno potegne za sabo kakšne posledice, ki si jih ne bi želeli. Zato se mi zdi, da je usodnost nekako v tem, da imaš za sabo razjasnjene stvari tako daleč, da lahko življenju pustiš pečat, ne pa da si zapečatiš usodo, no, tako recimo bi obrnil besede. Zdaj, ti si že od nekdaj, bomo rekli temu, predmet poželenja marsikatere ženske, ne bi vedel. Jaz ti povem iz, bom rekel, mojih izkušenj, kar poslušam, ampak ne, tudi tako mediji te tudi že skozi predstavljajo, ampak ti pa vedno praviš, da je tvoj adut zapeljevanja tvoja dolga pričeska, s katero si zakriješ obraz. Zakaj tako misliš? Pa to je v bistvu že iz srednje šole, ker mi je kar naenkrat zrasel ta nos, ki ga lahko vidite tu z profila, ne. In potem sem prav začel tako okoli punc, ki so mi bile všeč, hoditi tako, da me niso videle z profila, ne, in po moje so si mislile, ne, da je ta čudna koreografija posledica kakšne druge težave, ne. In v bistvu sem takrat postal frontalni moški. In pol se zdaj pač pohecam, da imam tako frizuro, da zato, da če se me manj vidi, boljše zgledam, no. In pol ti neki kančki samozavesti so tudi dobrodošli, ker jih potem znamo nadoknaditi mogoče s čim drugim, z kakšnim humorjem ali pa samo ironijo, kar je pa tudi zapeljivo, no. In edino prav. Konkurenca letos je bila kar huda. Kako ti bi komentiral ostale kandidate za fatalce? Letošnja tema je bila nekako v sklopu kinematografskega dogajanja zgoščena okoli tega, ne, arhetipa James Bonda, okoli njegove skrivnostnosti, ne, ki je v službi njenega visočanstva. In zdi se mi, da je pač, ne, znotraj ekipe bilo pa res takih kandidatov za filmskega Bonda in zato je bila energija v bistvu precej zanimiva, dobra, sproščena, no? In zdi se mi, da se nismo obremenjevali s tem zdaj, kdo bo zmagal in zakaj kdo misli, da je recimo letošnje leto fatalnosti zaznamoval prispevek, recimo, ne vem, mene na področju razširjanja pomembnosti duševnega zdravja, kreativnosti in pač podobnih stvari. Lansko leto je bil zmagovalec Miha Deželak, ne, z svojim prispevkom o dobrodelnosti in zato je mogoče fajn, da ta ideja fatalnosti ni zgoščena samo okoli videza ali pa tega, kar je na prvi pogled tako jasno. Ziva sta rekla, da nista pričakovala zmage in da sta mislila iti takoj po sami razglasitvi domov, potem sta mogla pa podaljšati v bistvu varstvo, ne, hčerke. Res je, ja. K sreči se je dalo.
vse urediti in ta nek zmagoslavni razplet se je potem malo zavlekel, kar je pa tudi po tej izolaciji vsled ukrepov in posledic koronavirusa bilo kar dobrodošlo, čeprav se naslednje jutro za to izjavo nisem strinjal. Zdaj, meni je tvoja soproga Iva Kranjc-Bagola, igralka, rekla, da je vesela in počaščena in ponosna na te, da si zmagal, predvsem pa je tudi vesela vseh daril, ki si jih dobil. Pa greva, iskreno mi povej, koliko daril je ona obdržala zase in koliko ti? Nekako ji avtomatsko pripadajo vsa druženja, dvoje, vikend paketi, ne? Čeprav je tudi Sofija se že prijavila, da lahko mogoče mama ostane doma, pa greva midva uživati v bazene in sploh, če imajo to bogane. Zdaj, če greva še, v zadnjih 2 letih si v bistvu obnorel Slovenijo, svojo prvo knjigo Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke. Kako pogledaš zdaj, ko potegneš črto po tem res uspešnem obdobju? No? V bistvu je to obdobje zaznamoval vseeno še nek razplet okrevanja po tej hudi izkušnji, tako da je recimo samo pisanje zagotovo bilo zelo terapevtsko v tem smislu, vso dogajanje potem pa tudi, ne? Recimo ta izjemen odziv, ki je prav, ne vem, če je primerno pri izgorelosti uporabiti besedo vzplamtev, ampak dejansko se je tako zgodilo, me je zelo navdušil, ker se mi zdi, da je ljudem pomagal iti čez to, da je o svoji stiski, duševni stiski, sramotno govoriti. In to se mi zdi prvi korak k kolektivnemu okrevanju in recimo zahvale, ki jih dobivam vsak dan, še zdaj 2 leti po izidu, ne, me nekako prepričujejo, da je to prava pot, da je to nekaj, kar prispeva k splošnemu dobremu oziroma vsaj boljšemu. Zdaj, ti si v bistvu s to knjigo mogel tudi nekako razgaliti sebe pred javnostjo, s svojimi težavami, svojo izgorelostjo. Je bilo to težko se sploh odločiti, pa pokazati del sebe, ki mogoče ga sicer ne bi? Ja, zagotovo, ker smo vzgojeni, da svojo ranljivost zakrivamo, da se postavljamo velikokrat tudi pred neko nezavedno fasado, mogoče tudi teh arhetipov, ne, kot so James Bond, pa, ne, da si frajer, pa da si nedostopen in tako dalje. Ampak seveda te stvari se v nas nalagajo in neka nerazčiščenost skozi dolgi rok začne nagajati tvojim ambicijam ali pa neki veri, da si pač na zdravi poti, čeprav ne, je to očiten beg v deloholištvo. In zato se mi zdi, da je detabuizacija tega, ne, da pač, ne vem, si razkantaš nogo in greš takoj k zdravniku ali na urgenco, ne, z razkantano dušo pa lahko hodiš celo življenje naokoli, ne, in pri tem zelo, zelo trpiš. In pravzaprav ni nobene potrebe po tem in zato moramo to svoje tlačanstvo, ki je zdaj neke psihične narave, kjer vse potlačujemo, nekako preseči. Zdaj, ne me narobe razumeti, ampak tako, ko pogledam na vseh področjih, je zdaj zadnje leto, recimo, veliko ljudi izkorišča to izgorelost za izgovor, da jim nekaj ni treba narediti ali pa mogoče, da se izognejo kakšnim dolžnostim pa to. Kako gledaš na to? Zelo pomembno je, da v bistvu obstajajo sistemske rešitve. Recimo, da parlament sprejme zakon o duševnem zdravju, ki vsem omogoča dostop do psihoterapije znotraj osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Da recimo, ne vem, Svetovna zdravstvena organizacija izgorelost obravnava kot bolezensko stanje, ki ima te in te simptome, kar se da seveda tudi dokazati psihološko, medicinsko. Zdaj, ker tega nočejo storiti, ne, in ker izgorelost svetovnemu gospodarstvu na leto ustvari okoli 600 milijard evrov škode, ki jo morajo izplačati zavarovalnice za okrevanje, ker gospodarstvo izgubi na milijone delovnih dni zaradi izgorelosti, je seveda toliko bolj pomembno, da se tega nekako čim prej lotimo. Veliko ljudi pa v neki navajenosti na to, da pač se najdejo kakšni priročni izgovori, ne, seveda postreže tudi jaz sem izgorel, ne, ali pa pač učenci povejo, jaz sem izgorel že 3 dni, imam ful težko izpitno obdobje v šoli, ne.
In seveda, pač te stvari je treba jemati z rezervo in izgorelost je res hudo stanje in ima res hude posledice. Zato se mora zediniti okoli tega tako stroka, kot pač tudi javnost, predvsem z tem, da tistim, ki so res potrebni pomoči, se to čim prej omogoči. Veliko je primerov, kjer starši svoje otroke, ki so v resni psihični stiski, k čemur so družbeni mediji in koronavirus še dolili steroidov, ne pusti psihološke pomoči, ker jih je strah, kaj bodo o njih govorili, ne. In to se mi zdi, da res moramo nekako preskočiti in si dovoliti pomagati. Ti si presenečen nad uspešnostjo knjige, ne samo pri nas, tudi v tujini? V bistvu se mi je zdelo, da takoj, ko sem začel o tem govoriti, pisati, ko sem si končno dovolil svojo šibkost, ne, ker se mi je najprej zdelo, mater, pa kako sem si dovolil, da se mi to zgodi. Jaz sem vendar Superman, jaz vendar vse zmorem, vsi me občudujejo zaradi mojih nagrad, kreativnosti in uspehov, ne. In potem sem ugotovil, da sem pravzaprav bil predolgo šibek, oziroma predolgo premočan in ne šibek, ne. In ko narediš ta prvi preskok, si lahko dovoliš pot do okrevanja. In veliko ljudi je odreagiralo na to sporočilo, ki sem ga nekako začel že dovajati v svoje kolumne, takrat v Marketing magazinu. In zdelo se mi je, da kar tli, da kar brbota, ampak še nihče ni prišel in rekel, glej, ne, to se nam dogaja, dajmo zdaj to resno vzeti v roke. Zdaj, pri knjigah je tako, kot pri tatujih, očitno. Po prvi seveda sledi še druga. Druga bo imela naslov... Srečo, prosim. Tako. O čem bo tokrat? Mislim, da je iz naslova jasno, ampak v zadnjem času nam je vsem postalo jasno, da smo si srečo oprtali kot cilj, ne? In vsak dan se zaganjamo v doseganje tega cilja za vsako ceno, kar nas pa izčrpava, kar nas dela neiskrene, ne? In kot pravim že v prvi knjigi, si oprtamo ta bremena uprizorljive, a ne uresničljive sreče, ne? Vsak se zna pofotkati nasmejan, pofiltriran, zrežiran, skadriran in dobi za to veliko dopaminskih nagrad v obliki srčkov, komentarjev, novih sledilcev, ampak to je sintetična sreča, ne? In prava sreča v bistvu pride kot posledica tega, da si dovolimo svoje talente, svojo edinstvenost in jih pač vestno in predano uresničujemo. In Slovence nas daje pridnost, ne, ki je zelo težavna tudi v smislu, da vodi v izgorelost. In če tej pridnosti odvzamemo podredljivost, ne, potem dobimo predanost. In to se mi zdi, da je ta osnovna surovina za to, da pridemo do sreče na dolgi rok. In zato pravim, da so cilji pravzaprav zvijača naše duše, da ego spravijo na pot, ne. Zato pač šteje pot, ki je dolga, polna ovir, ampak tudi polna nekih momentov srečanja. Bo tvoja knjiga pomagala ljudem prav po neki formuli, kako biti srečnejši? Ja, to je vedno vprašanje za milijon evrov. Pri prvi knjigi je bilo, kako naj jaz ne izgorim, ne? Sem rekel, jaz nisem pravi naslov, ker sem izgorel, ne? Vem pa, kako boljše okrevati. Mislim pa, da bo veliko področij, ker sem se tudi sam ukvarjal z tem, kako se po izgorelosti spet nazaj osrečiti, postati radosten, zadovoljen in kako v bistvu te majhne enote v vsakem dnevu pripomorejo k tej, recimo temu, recepturi. Greva še omeniti tvoje spletne tečaje, kako biti srečen, spet sva pri sreči. Je, bomo rekli temu, velik naval? V bistvu sem imel v karanteni možnost, da posnamem to svoje keynote predavanje, v bistvu je kako biti v redu, in sem potem lepo to zmontiral, zoblikoval, se s tem ukvarjal, mi je bilo fajn. Zdaj pa je seveda vse odvisno od sezone. Poletna sezona ni pravi čas, tako da zdaj, ko se je shladilo, bom seveda moral investirati v oglaševanje. Odziv je pa dober, prijeten, ampak je seveda treba tudi javnost, oziroma vsi se moramo naučiti tega preskoka. Ljudje me zelo radi poslušajo v živo, zelo radi me srečajo in zato pač je to preformatiranje, ne, ali pa to, kako se učimo, kako odjemati vsebine, dolgoročen proces, no, in sem kar zadovoljen s tem, da mi ni treba hiteti. Zdaj, v poplavi teh osebnih sprememb si tudi se odločil za kar, bomo rekli, enega drznejših korakov v življenju in sicer po več kot 20 letih si zapustil agencijo Pristop. Zakaj ta odločitev? V bistvu je bil to šok za vse, ali si jih že pripravljal na to?
V bistvu je izgorelost bila tista, ki me je opozorila, da pač sem mogoče v oglaševanju dosegel nek plafon, no, če temu tako rečem, in da pač v meni tli potreba po nečem drugem, ne. In vseeno sem ostal v stiku s svojo kreativnostjo, po izgorelosti sem na agenciji Pristop ostal še skoraj 3 leta, tako da smo skupaj nekako pripravili teren za naprej. Jaz na svojem področju, recimo z predavanji, s pisanjem knjige, in sem ful hvaležen vsej ekipi za podporo in to v bistvu prebrodanje zame in tudi pač za agencijo težjega obdobja. Zdaj pa seveda sem doma in mi ustreza, skuham si vsak dan kosilo, sprehajam psa, zjutraj pišem knjigo ali kaj podobnega in se počutim dobro. In zdi se mi, da je v bistvu samo izgorelost pravzaprav neke vrste, oziroma sama izgorelost je neke vrste samoohranitveni ukrep, ne? Ker ti pač telo nenehno sporoča, tu ni v redu, moraš probati nekaj drugega, ne? In potem ta kompas nekako uravnotežiš s svojimi vrednotami, znebiš se nekih strahov, znebiš se nekih starih vzorcev in stvari delujejo veliko bolje. Meni je to uspelo tudi z pomočjo psihoterapije, ki jo pač tudi zagotovo zagovarjam kot zelo pomembno sredstvo pri okrevanju, saj se mi zdi, da šele spremembe, ki jih ustvarimo v sebi, zagotavljajo, da se pač potem stvari tudi okoli nas temu primerno uredijo. Torej, Aljoša, za konec morda še kakšna misel za vse, ki nas gledajo danes? Življenje je vedno nekaj, kar se pojavlja v nasprotjih, ne, kot yin in yang. In zato pravim, da je za doseganje ravnovesja oziroma ravnotežja treba pogledati besedo samo, ker je receptura za to že v njej. Včasih nam, zakaj mora biti ravno, če ne, nam bo samo še težje. Super. Aljoša, najlepša hvala, da si bil naš prvi gost. Mi pa se vidimo v svetovnem intervjuju spet naslednjič.